Pozdravljeni, dobrodošli v novi epizodi podcasta Digitalno izobraževanje. Z vami sem Rok Gumzej, strokovni sodelavec centra Logout. Ob dnevu varne rabe interneta, ki letos poteka na tematiko digitalne zasvojenosti, bomo danes naslovili temo umetne inteligence kot koristen pripomoček v izobraževanju in katera tveganja ter pasti lahko ta uporaba s sabo prinese. Z mano sta danes tu za ta pogovor dva gosta. Na moji desni je dr. Benjamin Lesjak, strokovnjak na področju prava in informatike, predavatelj Univerze na Primorskem in soustanovitelj podjetja DataInfo, ki se ukvarja z varstvom osebnih podatkov in informacijsko varnostjo. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Že. Na moji levi pa je Janko Harej, učitelj, strokovnjak na področju uvajanja IKT v šole, avtor izobraževanj za učitelje in vodja projektov v slovenskem izobraževalnem omrežju. Pozdravljeni. Torej, današnja tema danes za nas je umetna inteligenca. Mi smo eno entiteto umetne inteligence tudi gostili že v našem podcastu. Veliko je o tem govora tudi v medijih danes. Pa mogoče začnemo z enim takšnim uvodom, ki ni zdaj mogoče čisto direktno, kaj pa je umetna inteligenca, kako to nastane, kako deluje, ampak kaj bi bilo vajino sporočilo staršem, kaj bi bila ena prva stvar mogoče za starše, ki se s tem pojmom začnejo v današnjem svetu srečevati. Ja, recimo jaz lahko čisto iz osebnih izkušenj, recimo imam 10-letnega sina, ki me včasih vpraša kako tako res čudno stvar, če lahko rečem tako, ko nimam odgovora. Ne. Recimo zadnjič me je vprašal, da bi imel zlat meč, če bi bilo to ok. Ne. In so jaz sem rekel, ja, nič, dajmo da vprašati tega ChatGPT in sem seveda, ali je v redu, če imaš zlat meč, kako bi to naredil? Ja, sicer je v redu, to bi bil zelo vreden, zelo težek, ampak mehka kovina. Ne. Se pravi, staršem bi tako priporočal, ne se ustrašiti tega, ne pa zdaj tega vzeti kot neko suho zlato in neko orodje, ki ti bo nadomestilo tvoje starševstvo. Ne. Se pravi, če že želite začeti uporabljati ta orodja umetne inteligence, recimo ChatGPT in vsi ostali ta orodja, ki so na voljo, dajte jih uporabljati skupaj z otroki, da neka taka vsakodnevna vprašanja poskušate razkrivati, odkrivati in na tak način počasi uvajate. In seveda je fajn tudi včasih, ko vidite, da kak odgovor napačen, in potem pojasnite otroku, to pa mogoče ni najbolj prav, da moraš biti previden in tako naprej. Se to bomo potem kasneje še tudi kaj o tem spregovorili. Torej že kot eno orodje, primer orodja ChatGPT. Pa mogoče bolj širše še, mogoče da razložimo, če nekdo ni poznan s tem pojmom, kaj umetna inteligenca, kako deluje. Jaz pristopam na ta način, ko me nekdo vpraša, kako ne veš, saj jo že uporabljaš. Pa se začudijo, ne? Ja, a imate telefone? Ja, seveda imamo. Vsi imate na telefonih v taki ali drugačni implikaciji, v taki ali drugačni aplikaciji. In potem se vzbudi zanimanje, ne, kaj to je, kako deluje. Torej, ne gre za eno orodje, gre za orodjarno in posledično moram poznati pač orodja, ki v tej orodjarni so, jih lahko uporabim na dober način ali pa malo manj dober in raba koristi, ne raba pač si na samem. Torej nekaj, kar že v bistvu uporabljamo več, kot se sami sploh zavedamo. Mal nekih orodij smo že tudi dali primer, pa mogoče tudi, da si lažje orišemo to, kaj to je. Imamo mogoče že kakšno konkretno vrsto kot predlog umetne inteligence orodij, ki so že na voljo specifično za izobraževanje. Recimo jaz kot predavatelj na Univerzi na Primorskem jaz pač uporabljam ta osnovni, ta veliki jezikovni model ChatGPT, s pomočjo katerega recimo si pripravljam katere od vsebin za študente, recimo to so moje vsebine, mi pripraviš kakšno vprašanja, ki bi jih lahko recimo potem z študenti predebatirali in moram priznati, da tukaj mi zelo veliko koristi. Ali pa recimo, če imam neke anonimne odzive študentov, jih dam v ta recimo 50, 100 ali pa 1000 odzivov in jih to orodje jih pravzaprav razvrsti, razporedi, reči, ti so dobri, ti so slabi, tudi so predlogi za spremembe in tako naprej. Zelo poenostavi oziroma olajša moje delo in mi katere od opravil zelo skrajša čas, ko bi jaz recimo mogel to vse prebrati. Je odvisnosti od področja uporabe. Ne? Če se posvetimo recimo najprej vidiku učitelja,
zelo veliko se vsakovrstna generativna umetna inteligenca uporablja pri pripravi vsebin. Drugo področje je to utrjevanje znanja, priprava različnih kvizov, različnih interaktivnih gradnikov. Obstajajo potem seveda tudi orodja za druga področja, predvsem z področja analitike, rezultatov, spremljanja, prilagajanja, vendar so ta, po mojih izkušnjah, trenutno v nerabi. Pač kot bomo videli kasneje, osnova so vedno podatki. Če se torej odločim, da bom prepustil to področje spremljanja umetni inteligenci, moram najprej pustiti in dati pač podatke noter, torej moram to rabiti. Če se posvetim potem tej strani učenca, ima poleg teh vsebin orodja tudi, ki so predvsem za posebne potrebe, recimo v uporabi, torej da mi sistem prebere lahko besedilo. Če pa obrnem sliko, torej da orodje ni več pripomoček, ampak je orodje preučevanja, imamo številne projekte, recimo Orange Data Mining, ki mi pa omogoča, torej eno od orodij, ki pa omogoča, da spoznavam samo umetno inteligenco, kako deluje, torej in algoritme. Tako da ja, veliko je prisotno, koliko se rabi, pa seveda odvisno od vsakega učitelja posebej. V tem potem v bistvu se že malo omenjeno vmes, ampak so neke prednosti uporabe umetne inteligence. Mogoče kar konkretno, kje vidva vidita največje prednosti mogoče pri uporabi tovrstnih orodij za učenje in poučevanje? Meni konkretno predstavlja pač neko orodje, ki mi res, ko moram neko ogromne količine, neke velike tabele, moram preiskati, recimo znotraj neke Excelove datoteke, ko moram neke korelacije poiskati, to res privarčuje toliko časa, da si ne znam predstavljati. Ali pa recimo priprava primerov za 20 skupin učencev pa študentov. Jaz si nisem sposoben 20 primerov na neko temo izmisliti, to orodje si pa lahko tako na 10 sekundah imaš 20 primerov, kaj narediti recimo. To je res super uporaba. Predvsem ta razbremenitev učitelja teh najbolj ponavljajočih se opravil. Kot rečeno, pač priprava gradiv, priprava preverjanj, priprava primerov za različne stopnje, pregled ali mogoče česa nisem pozabil, ko predstavljam neke nove vsebine, predloge, kako bi lahko nekaj naredil drugače. Torej, te priložnosti v osnovi odgovori na vse, kar pač ga vprašaš. In če sprašuješ pravilno, boš dobil dobre rezultate. Tudi verjetno neka bolj bolj osebnostne naloge lahko daje, bolj individualizirane naloge za posamezne učence. Ko govorimo zdaj o personalizaciji, moramo razmišljati v pravih smerih. Torej, prilagoditev stopni, da. Ker pač, če želim samodejno personalizirati, moram poznati človeka. V tej stopni pač še nismo. Ok, torej ima neke prednosti, oba torej to uporabljate tudi v svojem delu. Pa gremo kar mogoče že tudi na eno drugo plat, še toliko, da malo uravnovesimo to tematiko. Kje pa vidite mogoče največje nevarnosti v povezavi z uporabo umetne inteligence v izobraževanju? Ja, te nevarnosti so lahko prav več plast. Se pravi, eno je ta čisto konkretno, ko jaz zahtevam neko, recimo preko tega prompt, ne vem po slovensko, kako se to reče. Pač inženiring pozivov. Preko poziva. Se pravi, nek poziv dam in potem dobim nekaj ven. Recimo jaz kot pravnik, jaz večkrat uporabim tudi, da mi preveri, kje je to v zakonodaji in potem se grdo rečeno, ko pes se zlaže. To je v 106. členu, tam in tam. Pa mi lahko napišeš ta člen, potem krtek nekaj. Problem je, da moraš vedno preveriti, ali so rezultati, ki jih prejmeš, ustrezni. Se pravi, na osnovi tega mojega ukaza dobim nekaj nazaj in moram ves čas preverjati tudi samemu temu orodju, rečem, da preveri še enkrat. Se pravi, to je en tak čisto osnovno tveganje, ki se pojavlja glede verodostojnosti teh vsebin. Če pa gremo v malo globlje uporabo, recimo neke take ozkonamenske ta orodja oziroma te sisteme umetne inteligence, recimo, ki bi omogočali, ne vem, prepoznavo obrazov, prepoznavo čustvenih mimik, čustvenih izrazov, ne vem, da bi uspel z nekimi orodji, recimo, razporejati neke vloge študentov, da bi ne nazadnje, jaz recimo imam napisane neke teste, jih samo spustim v skener in potem letijo ven, ne vem, 4, 5 oziroma 3, 2, 1,
mislim, to je super orodje, ne za nekega učitelja, ker ga razbremeni dela, ampak to so pa potem sistemi umetne inteligence, ki so ozko usmerjeni in spadajo pod sisteme z visokim tveganjem. In tam pa ni tako enostavno, ker da bi se jaz kot učitelj, zdaj bom pa jaz to začel delati. Ne, to ne gre tako. Je bolj zakomplicirano. Recimo, to je pa potem tako širše oziroma večje tveganje, ki se pojavi. Potem so da še druga tveganja, ki jih lahko kasneje še potem razložimo. Primer zgodba, ki se je zgodila prejšnji ponedeljek. Imel sem izpite na višji šoli, to so prvi letniki, začetniki, prvi izpit iz področja operacijskih sistemov. Izpit poteka tako, da pač oni morajo nekaj namestiti, nastaviti sisteme in takrat lahko uporabljajo, kar želijo. Mene ne briga, ker tudi v realnem življenju se bojo pač pomagali. Seveda, pomembno je potem zagovor, kjer morajo oni pokazati, takrat pač ne uporabljajo ničesar, ne, kako so nekaj naredili in kako nekaj deluje. In jaz nekaj vprašam študenta in študent pred mano odpre ChatGPT in to isto vprašanje napiše v ChatGPT. In jaz rečem, imate izpit vi ali ChatGPT pri meni, tako da vemo, koga ocenjujem. Ne? In šele takrat se je študent zavedal, da pač počne. In seveda najbolj enostavno zdaj zame reči, lejte, paduste, ne? Pač ne znate. Vendar tu povlečen in kup zadev meni kot učitelju, kako je do tega prišlo, kako je on tako nekritično to odprl. Ne? Ali res je ta že refleks, da karkoli me kdo vpraša, jaz to vprašam ChatGPT, kako jih naučiti tega odnosa do tega orodja, tudi kaj da nazaj, kako dobim. To je en kup teh interakcij, ki so zanimive v tem kontekstu. Ne? Torej, da nismo samo posrednik med vprašanjem, ki pride do nas in potem mi samo vprašanje. Ja, to je bila izpostavljena vloga. Trenutno smo velikokrat copy-paste. Torej, učitelj, vzamem vsebino iz enega orodja, skopiram in dam v drugo orodje. Ne, zakaj? Ja, ker pač ti sistemi še niso tako lepo povezani. Ne? Dobro sem plačan, ne, za copy-paste. Tako. Torej, prevzame potem, v bistvu smo samo res posredniki. Če se postavimo v to vlogo. Ne? Tudi mogoče, če gremo širše za neka tveganja pa nevarnosti, tudi danes se lahko umetna inteligenca uporablja za ustvarjanje kakšnih zavajajočih vsebin, dezinformacij, tudi kakšnih deepfake vsebin, torej posnetkov, videoposnetkov, ki so v bistvu narejeni s pomočjo umetne inteligence. Kako lahko mogoče tudi, da gremo že tudi malo na starše, starši so pozorni na to, kako lahko starši tudi svoje otroke opozorijo na to? Tukaj je ta vloga staršev, mislim, podobno kot v družabnih omrežjih. Zdaj pač iz družabnih omrežij gremo v to področje uporabe teh orodij umetne inteligence in starši pač morajo biti skupaj z otrokom, morajo se z njimi ukvarjati. Kot otrok ne vidi odziva, ko recimo napiše nek žaljiv komentar, pa ne vidi nekega odziva, ko recimo nek mem naredi, ali pa ko recimo deepfake neko sošolko, ne vem, sleče ali naredi nekaj z njo, mislim, nek video o nekem učitelju. Spravi, nima takoj tistega takoj povratnega tistega neke komunikacije ali pa odziva, da je to nekaj narobe. In zaradi tega morajo starši to privzgojiti pri otroku, kakor na družabnih omrežjih, tudi zdaj pri teh orodjih. Recimo, ko jaz nekaj napišem in ko ustvarim, pač zgleda kot je čisto realistična fotografija, realističen video, vem, da lahko s tem nekomu povzročim veliko gorja. Ne nazadnje, če je otrok star več kot 14 let, lahko že potencialno kazensko odgovarja in seveda tudi odškodninsko. Tukaj starši, zdaj ni dovolj, da delajo tam 10, 11, 12, ampak to je treba tam pri 6, 7 že začeti delati. Da pač privzgojiš pri otroku, tvoje dejanje lahko neko posledico, prevzemi odgovornost. In tukaj ne preostane nič drugega, kot da starši popolno, ko priješ iz službe, ko te otrok vpraša, kaj je to umetna inteligenca, da si pač prej malo pogledaš, pa probaš, namestiš kaj. Ali pa, ne vem, jaz bom rekel, da ne hodijo na predavanje od CFSI oziroma od logouta. In druga taka, recimo, ne se izobrazi na tak način, kot recimo je današnji podcast, da vidijo, kaj je in kaj ni možno in kako potem otroke siliti, da delajo dobro. Se pravi, se da super stvari delati. Zato. Jaz bi izpostavil kot učitelj, da šola ne more prevzeti te vloge, torej tega odnosa do življenjskih vprašanj in življenjskih vrednot. Tega šola ne da. Ta odnos vedno dajo starši. In torej ne delujemo tako, da bi jaz lahko kot učitelj rekel, to ni prav, to ni prav, to ni prav. Jaz lahko to govorim
celo leto, če prije otrok domov, Huawei reče, da je pusti onga, sej veš, da smo rešili in lahko jaz govorim naprej še 3 leta in se ne bo zgodilo prav nič. Torej, v bistvu v domačem okolju, da se te tematike. Ja. Hkrati pa, če se postavimo na drugo stran, ne, torej tiste, ki spremljamo novice in je dejstvo, da trenutno smo na točki, ko ne moremo razločevati med fake in realnimi posnetki, če tako rečemo, vsebinami. Te možnosti nimamo. Ne, na internetu bo potrebno izumiti neko označevanje vsebin ali kaj, možnost potrjevanja, da avtor reče, lejte, to sem res jaz ali nekaj takega. Nekaj drugače bo stopnja zaupanja pač drastično padla, še več bo teh mehurčkov, ne, sami bomo komunicirali znotraj in pač kaj je res, bo res, kar smo se zmenili med pač majhno ekipo. Ne. Ja, se mi zdi tudi tu pomembno poudariti to, da je res danes tehnologija že na tej točki, kjer v bistvu video vsebine lahko pretentajo brez problema gledalce v to, da so popolnoma resnične. Pa mogoče, če še dodam eno drugo zadevo, ta drugo plat. Okay, mi kot starši smo odgovorni da pač za neko vzgojo tak naprej, za svoje otroke, ampak na drugi strani so pa ti ponudniki nekih orodij umetne inteligence, recimo konkretno spremljam dogajanje v Združenih državah Amerike, kjer že tožijo določena podjetja, ki recimo proizvajajo oziroma imajo 100 storitev, tako companion chatbot, se pravi nek chatbot, s katerim se lahko ti pogovarjaš, recimo si izbereš nek karakter, recimo z Mickey Miško ali pa Pink Panther ali pa nek realni, z neke serije, recimo se z nekom ti si izbereš isti karakter in se potem z njim pogovarjaš, ker so pač povzeli vso tisto znanje, karkoli je ta karakter delal v življenju oziroma v tistem nastopanju, so prenesli v nek model in se ti z njim pogovarjaš. In imamo en primer samomora fanta, ki se je pogovarjal dolgo z nekim takim karakterjem oziroma nekim takim likom. In zdaj, kakšna je odgovornost tega, ki je uvedel, ki je dal na trg tak. In seveda, na drugi strani starši, da imamo ves čas v pogled, kaj delajo moji otroci, kaj dela moj otrok, ko je popoldne, recimo 3-4 ure, nekaj se pogovarjam. Ja, kaj se, ne moreš 3 ure, 4 ure pustiti otroka, nekaj se pogovarjam, pa to smo 12-13 let tam puberteta, ko se veš, da hitro lahko skrene. Pozabo ste en del, ne, za šolo. Za šolo nekaj dela, tako je. Za šolo. Ja. To so resne stvari, tudi ta odgovornost teh ponudnikov sistema umetne inteligence, kako bojo tule povzeli. Mogoče, če še dodam, ker res dobra stvar, ker zadnjič, ko smo imeli neko podobno konferenco, je eden od učiteljev, jaz pač z mojimi pravnimi, treba paziti, tveganje, reče, pa kaj tako omejujete vi znanje? Kaj omejujete znanje? Reče, vse super, mislim, recimo nek AI orodje za poštevanko, za treniranje poštevanko, super, zelo fajn, ampak kaj pa, ko bo otrok recimo pisal 2x3, 8x6, on treba neke naloge, sem tja, pa možnost recimo nekega odziva in bo napisal recimo, želim se porezati ali pa želim narediti to. A bo to orodje se odzvalo, kot bi se odzval učitelj, ki bo nemudoma sprožil neke postopke pri svetovalni delavki v šoli, vodstvu in tako naprej. Tam AI pa tega ne bo naredil, ne bo umetna inteligenca šla reševati tega, ker je namenjena za drivanje poštevanke, ali pa mogoče bo celo kak res tumast odgovor dala. Prav neprimerni bi, mogoče bo to vodilo v kako tako nevarnost. Kot je bilo v tem primeru s tem character AI stranjo. Tako. Prej je bilo omenjeno, ja pa za šolo delam. Pa mogoče so kakšne tu za starše, kakšno sporočilo, kako pa lahko spodbudijo neko pametno rabo orodij pri domačih nalogah, učenju doma. Tukaj se starši spomnimo, kaj vse smo že naredili narobe, in kje vse nismo bili zraven, ko bi mogli biti. Enostavno moraš biti zraven. Mi recimo smo v tej fazi bili, ko so se uvajali mobilni telefoni in smo bili toliko modri, recimo, da smo se takoj na začetku sprejeli nekaj pravil, da so mobilni telefoni samo v dnevni sobi. Poleg te omejitve, časovne omejitve in te, da ti počneš karkoli, samo pač, ko bom te vprašal, želim, da mi pokažeš, kaj počneš. Zdaj, dlje kot gre že ta raba osnovna mimo, torej več časa, ko poteče, ko smo zamudili, teže je. Gre enostavno za odnos.
Zdaj, tukaj, če smo zamudili, potem se vidim samo eno možnost, da se kot starš postavim v vlogo učečega. V smislu, jaz to res ne vem, kaj to je, a mi pokažeš, kako ta zadeva deluje. Ne, in potem spremljati te reakcije, ki točno poznate svoje otroke. Daj, pokaži mi na svojem telefonu, daj mi ti tojega, ti jaz ne štimam. Ne? Ok, ni zaupanja, dobro, dajmo začeti tako, pokaži mi. Ne? To zaupanje pa če treba graditi in to je največja umetnost staršev. Zdaj, včasih uspe pri prvih 2, pri 3 zaribaš totalno, ne? In si polomiš zobe, čeprav delam vse enako. Ne? In včasih pač. Torej ta most spet med generacijama, med staršem in otrokom. Tehnično pa ni možno kontrolirati. Te možnosti pač niso, razen če bi imeli, ne vem, ekstra nadzorne sisteme, kamere povsod. Mislim, to je zdaj pa. To v bistvu potem, pri otrocih, ko začnejo uporabljati informacijsko tehnologijo, pa predvsem računalnik, tablico, telefon, recimo, ali pa neko televizor, neko pametno televizijo, da si zraven in da potem pa počasi iz tega nadzora, da prehajaš v prevzemanje odgovornosti. To, da se otrok zaveda, pač, lej, jaz poskušam moje otroke učiti, žal me kar čudno pogledal, da jih učim, kaj je to integriteta, da delam dobro tudi, ko me ti ne gledaš, ko me ti ne nadzoruješ, da delaš dobro, a ne takrat, da ne rabiš nadzornika, da boš pravilno nekaj naredil. In zdaj poskušam doma, koliko mi bo uspelo, tako pravite. Torej, pri domačih nalogah jih povprašamo prvo, a že to sami uporabljajo, a so že mogoče sami kakšno domačo nalogo s pomočjo umetne inteligence generirali. A vejo, kaj so napisali pri domači nalogi včeraj? A sploh vemo, kaj smo včeraj. Ali smo samo vprašali in naredili copy-paste in dali odgovor. Mogoče še ena opomba. Zavajajoče je razmisliti, da naši mladi poznajo digitalno tehnologijo. Včasih so bili cele konference tako digitalni domorodci. Sej oni že vse poznajo, kako zadeve pač delajo, dajmo jih zdaj samo usmeriti. Ne res. Poznajo samo tisto striktnih par aplikacij, ki jih pač uporabljajo, to vejo, kako vse deluje. Čim pa se oddaljimo samo malo proč, v smislu, kako deluje že sama naprava, telefon, ne vejo. Ne znajo osnov. Mogoče na tej točki tudi potem ta entiteta šole pride tudi v pogovor. Imate na šoli mogoče kakšne smernice za uporabo umetne inteligence oziroma tudi kako se s tem pogovarjate s kolegi? Smernice obstajajo. Smernice so bile različne inštitucije, Evropska komisija jih je recimo izdala. Vendar, če jaz kot učitelj vzamem te smernice v roke in začnem brati, vse so lepo postavljene so v obliki vprašanja, v smislu, da odgovarjam, da ne. Različna področja, od zasebnosti do tehničnega, do varovanja, do pač vsebin, do vloge učitelja, o vsem se sprašuje. Težava teh smernic je, da dejansko učitelj, še kakšen strokovnjak na kakšno teh smernic prav težko odgovori. Mi ne vemo, kako deluje ChatGPT zadaj. Pač vemo približno opis algoritmov, ta opis mi dejansko ne pove nič, kot učitelju, ker pač ne vem, kako bo v dani situaciji reagiral. Na isto vprašanje drugače. Tako da lahko pa potem preko izobraževanj naglašujemo samo to vlogo učitelja. Ravno včeraj sem eno izobraževanje za učitelje in sem rekel, lejte, bi lahko v 5 minutah to pa demonstriram, kaj vse se da, pa te učitelji, pač relativno novi so bili tako, kaj bomo pa sploh učitelji še počeli? Sem rekel, lejte, če kot učitelji počnete zgolj to, kar sem zdaj pokazal, torej priprava gradiv, priprava preverjanj, in če ugotovimo, da umetna inteligenca to počne boljše, in če vi hkrati svojim učencem, dijakom želite najboljše, potem dejansko želite, da vas uči umetna inteligenca. Tako, 3 čeji zapored, torej se sprašujemo, kaj je vloga učitelja. Gotovo ni vloga, da jaz tam ne prijem noter, odpredavam in zatresem, zagrozim z spraševanjem, ocenjevanjem, tako naprej in grem ven. Ker potem sem dejansko
najboljša plačana papiga na svetu. Ne? Po 2 letih znam že vse na pamet in ne, vse, kar jaz samo pač odprem vrata, dobro, da se zgodi kaj drastičnega, ne vem, da pride kakšen nov player, DeepSeek, ne, da končno se je nekaj spremenilo. Ne. Torej, vloga učitelja ni samo to. Vloga je spremljanja vsakega posebej. In če imam jaz tehnologijo, ki mi ta mučna priprave vsebin, priprave vedno znova vaj in tako naprej olajša in imam jaz več časa za to, da sem človek, super. In te smernice mogoče, predvsem vodstvo posameznih šol, da naj v nekih takih smernicah ali v nekih navodilih ali pa primerih dobre prakse, recimo omeni, ali pa mogoče celo nabave kako licenco, da spravi uporabo teh orodij pod neko zakonito rabo, ne, pa da opozori recimo učitelje ne nalagati, recimo ne polniti teh sistemov z nekimi osebnimi podatki, z nekimi občutljivimi podatki, nekimi zdravstvenimi stanji. In predvsem z tega vidika, se pravi, da vodstvo šole nekako ogradi, lete, tole so ta orodja, dajmo jih uporabljati tak način in potem kako izobraževanje, 2, 3 in da se vidi, kako se to uporablja. Zdaj je bila ravno tudi izpostavljena ta, katere vrste podatkov umetna inteligenca zbira. Torej vemo, da so ti sistemi trenirani na nekem nizu informacij, na nekem setu. Mogoče kakšna beseda tudi o tem, kako lahko starši poskrbijo tu za varstvo otrokovih osebnih podatkov. Ja, to morajo razložiti otroku, da on ne vpiše, kdo je to, pa recimo, da ne vpiše od svoje sosede, od soseda, prijatelja, da ne vpiše tega imena in priimka. Zdaj, ena možnost je, da ko nastavljamo ta orodja, recimo jaz vem, da tam v ChatGPT-ju jaz imam neko plačano verzijo, da lahko tam nekaj klikneš in potem napiše, zdaj se pa ne beleži nič in tudi zgodovine ne boš imel. Ja, ok, vredno, srčno upam, da je tako, ne, ok, če sem plačal. Vsaj jaz te ne bom imel. Ja, kaj pa ti? Samo kaj pa na drugi strani sistemu, mogoče vseeno si zabeležil. Jaz včasih malo testiram, da nekaj dam na tak način, neko informacijo, potem pa zaprosim v drugem načinu, a je kak rezultat, pa zdaj še neuspešno. No. Mi še ni uspeli, samo ni, to je tak popoldansko, ni nič strukturiran test. Ampak hočem reči, da to recimo, da otroku rečeš, če pa boš kaj takega, pa vsaj ta gumb uporabi. Oziroma bolje nič nalagati nekih fotografij, nekih izvidov, ne vem, nekih občutljivih podatkov. Ker dejansko si to pač beležijo, nekam to leti. Ko ste omenili ravno ta najnovejši DeepSeek, zdaj tudi ne vemo, kaj bo zdaj s tem, kam letijo ti podatki, ko mi sprašujemo. Ali pa recimo ta character AI, ki pravzaprav je poslovni model je na tem, da se čim bolj polni, z čim več intimnimi vsebinami in da potem gradi za nove karaktere. Torej v primeru DeepSeeka prav piše, da pač vsi podatki bojo pri njih, ne? In avtorske pravice so v celoti njih. Jaz rečem staršem vedno, obnašajte se v virtualnem svetu tako, kot bi se v realnem. Ko se pogovarjate, ali bo šel vaš otrok v to hišo, vi rečete, ja, beži katerokoli hišo. Ne, pravila vedenja, pogledamo, kdo je pač, ne. To je pač nek nov neznanc. Enako je za vsako aplikacijo. A boš kar poskušal, dajmo še to, pa dajmo to naložiti, pa dajmo. Ne gre tako. Torej, biti morate zraven v točki, ko bo vaš otrok razmišljal o tem, da bo nekaj uporabil. In rečete, pa dajmo iti skupaj, ne? Dajmo skupaj potrkati na vrata. Pa poglejmo, kaj se zgodi, ne? Torej tudi to, da se zavedamo, da čeprav smo sami v sobi, pa govorimo z programom, da na drugi strani vseeno ti podatki, pogovori nekam gredo. Mogoče kakšne preproste aktivnosti, kakšen preprosti nasvet za starše, kjer pa lahko skupaj z otroci kako preizkusijo kakšno orodje umetne inteligence. Recimo, en tak zanimiv primer, pač iz moje družine, jaz to vedno povzamem. Recimo, imam še potem 5-letno hčerko. Sonce gre zelo počasi, po nebu, pač 24 ur rabi, da gre okrog, mi ga vidimo tam 12 ur, recimo, več manj poleti po zimi. In potem v nekem trenutku pač moja žena reče, da se pač Zemlja zelo počasi vrti. Jaz tako, stop, mislim, da se ne. Dajmo vprašati, kako hitro se vrti Zemlja na ekvatorju, ker je drugačna hitrost.
In seveda vprašamo in potem gledamo rezultate. Wow, se pa res hitro vrtimo, očitno smo res veliki, da v 12 urah pride. A ne tak, recimo, tak je čisto vsakdanje stvari, ali pa kot sem prej omenil, ta zlati meč ali pa meč iz diamantov, kako bi to izgledalo, ali je to v redu, ali to ni v redu. Tak je čisto, ali pa recimo, danes pa želim speči palačinke. Kak je že recept? Te gremo pogledati, da ni treba. Včasih smo pač vtipkali v Google oziroma neki iskalnik in pečem palačinke, recept, pa jaz bi rad spekel to. Pa recimo pogledaš po hladilniku pa rečeš, imam na voljo papriko, nekaj salame, nekaj moke, kvas, kaj lahko si skuham? Daj povej mi, prosim, predlagaj mi. Ja, iz teh lahko to narediš. Take čist banalne, vsakodnevne stvari in to so ti taki pomočniki, ki pač naredijo življenje malo bolj sladko, recimo. Dejansko skupna raba, ne? Skupna raba v življenju. Mi smo ravno 2 tedne nazaj imeli en seminar za učitelje in sem vprašal učitelja, kdo to že rabi? Pa se je javno učitelj, jaz sploh ne kuham več brez tega. Ko sem imel danes en seminar, in sem rekel, veste, ena učiteljica je rekla, da ona sploh ne kuha brez tega. Pa je rekla, tale udeleženka, bom jaz to samo možu napravila. Pa ne kuha, on zdaj s tem, da ne bo rekel, da ne zna. Pa da lahko potem tudi vprašamo dalje, ne? Če nam kak korak vmes ni, da ni samo tisti prvi odgovor, da lahko komuniciramo dalje, pa dobimo ko bo zasmodil, ne, bo šli po zgodovini pogovor nazaj in bomo videli, kje je na robu vprašal. Ne? Kje je bilo vprašanje črn dim, kaj to pomeni. Mogoče tudi potem kar konkretno veste, za kakšno izobraževanje namenjeno staršem na to tematiko? To, kar delamo zdaj. To, kar je. Sicer jaz bi pač predlagal tudi ti projekti, kot so recimo, kot sem že prej omenil, CFSI, ta Center za varnejši internet, ves čas na svojih spletnih straneh objavlja neke posodobitve oziroma neke, pa recimo na Arnesu, vsi ti projekti, Most, se pravi ta množično učenje, možnost prijavljanja neke kurze, recimo varni na internetu tudi, mislim, da se da poiskati kaj tudi na to temo. Tako da, dajte biti inovativni, pa po mojem, če vpišejo starši v Google, v ChatGPT, povej mi, kje se lahko še več izobrazim, bojo dobili kar nekaj teh odgovorov. Najboljša možnost bo, da sprožijo to debato na šoli, ne izrazijo interes in potem bo šola organizirala. In bo to tudi najceneje, ne? Torej, da zajame tudi večjo publiko. Torej, mogoče še kakšna zaključna misel za starše, ki se... Ne se pogovarjajo z ostalimi starši. Ker se veste, ta star afriški pregovor, ne, za vzgojitev otroka potrebuješ celo vas. Potrebuješ celo vas. Seveda mora najprej ugotoviti, kdo je ta vas, ne? Ker pač danes vasi niso več geografske, ampak so interesne in tako naprej. In potem se družiti s starši in pogovarjati o odzivih. Ker moj prijatelj je, njemu pa pustijo. To je ta, Potem takoj dobiš povratno informacijo. Pa poskušati z otrokom debatirati. Recimo, en izmed takih, že v okviru tega varne rabe interneta, jaz to predlagam. Recimo, zberite se enkrat na teden, enkrat na 14 dni, dajmo se vse za našo jedilno mizo, pa recimo po večeri, dajmo telefone pa pogledamo, kaj si danes ti odkriva, kako novo aplikacijo, kako to uporabljaš, pa dajmo podeliti znanje med sabo, ti to uporabljaš, jaz to uporabljam, tako čisto enostavna, pol urce, je vsak 5 minut, pa vidimo, kaj je dobro, kaj je slabo, to si tako uporabil, to si tako uporabil. In na tak način bodo tudi otroci videli, moj foter se očitno nekaj ve, je malo izobražen in mu je mar zame, predvsem to. Mar mu je, kaj jaz delam. Kar je meni pomembno, je staršem pomembno. Pa s tem tudi se mi zdi, da ta izkušnja, ki je velikokrat zelo individualna, sem na spletu, komuniciram z nekim chatbotom, postane nekaj, kar je tudi lahko neka deljena izkušnja. Predvsem pa vidijo razliko, kaj vse zamujajo, če preveč so v tekstualnem svetu, ne, ker pač v fizični interakciji točno vemo, da je še vse ostalo zdravo. Ok, na tej točki ta tema bo še čez naslednjih mesecih, letih, tednih še seveda rasla, ampak na tej točki bi se jaz gostoma zahvalil.
Zahvalil bi se tudi poslušalcem. Hvala, ker poslušate naš podcast Digitalno izobraževanje. Vsebino podcasta omogoča Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje s pomočjo sredstev mehanizma načrta za okrevanje in odpornost in Next Generation EU. Spremljate tudi aktivnosti Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v tem letu, saj je aktivno podprl inicijativo Sveta Evrope za leto izobraževanja za digitalno državljanstvo. Ne pozabite pa, da je znanje moč in ga skupaj z nami delite in množite. Ostanite digitalni, poslušajte nas še dalje, kjerkoli dobite svoje podcaste in se slišimo v naslednji epizodi. Nasvidenje. Nasvidenje. Srečno.